Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Janez Štros je pred 15 leti svojo težko osebno izkušnjo in globoko bolečino prelil na platna ter tako v svetu likovne umetnosti našel zatočišče. Prostor, ki mu omogoča izražati ta svoja notranja občutja. S tem je začel resničevati Bretonov manifest in teorijo podzavesti. Barve so postale nosilke njegove notranje atmosfere. Začele so nastajati slike, ekspresivne abstrakcije, polne mehkobe, barvitosti, domišljije, fantazije, iz katerih so postajali vidni motivi angelov. Vsebine torej niso določljive, vendar na nivoju prividnega vendarle gledalec lahko uzre tudi figuralne like. In iz teh halucinacij, iz teh prividov, iz te svobode ustvarjanja, ki se spreminja v svobodo doživljanja, so se porodile tiste figure, ki so predvsem duhovna bitja, pa vendarle zmorejo prevzeti tudi podobo človeka. In to so angeli. Angelski motivi imajo kljub barviti eksploziji, plastenju, prekrivanju in zastiranju svojo podobo, bodisi v ženskem, moškem ali otroškem liku. Prišlo je, ne vem, enega hipa, ko sem začel slikati, v glavo, da je angel na tej sliki. In tako se je ta cikl nadaljeval in še vedno traja. Tako kot je angelski njegov opus slik, tako je angelsko njegovo dejanje, saj avtor z razstavljenimi deli uresničuje plemenito dejanje, denar od prodaje slik in knjig namenja otrokom s posebnimi potrebami. Že takrat, ko sem začel slikati, je bilo v moji glavi, da bom s temi slikami naredil nekaj lepega. No in v lanskem letu mislim, da je prišel trenutek, da se je to začel dogajati. In verjamem, da mi vsi skupaj, ko darujemo kakšen evro, lahko naredimo nekaj dobrega in da je vsak angelček komu in ta zgodba se nadaljuje. Dobrota Štrosa je brezmejna. Osnovni šoli Helene Puhar Kranj je v preteklih mesecih že podaril 3000 evrov za vzpostavitev multisenzorne sobe in čutne poti. Preostali del, ki ga potrebujejo za uresničitev cilja, pa jim je predal včeraj. Zopet dobrodelno obarvana razstava, zopet ves izkupiček razstave roma v vašo šolo, najbrž ste izredno ponosni. Ponosni in veseli, da nas je gospod Janez Štros izbral za šolo, ki zaupa, kateri želi pomagati pri določenih projektih, ki jih denarjem, ki ga dobimo od ministrstva in od občine, ne moremo pokriti, tako da res izredno vesel in ponosen, da nas je izbral in našel. Želimo pa čim več uspehov in še novih razstav in tudi, da dejansko, ko zaključi z našim projektom, da še komu drugemu ponudi roko. In verjamemo, da bo svojo roko res ponudil še komu. V tem hitrem tempu življenja, ko ne najdemo več ne časa, ne toplih besed za sočloveka, ko vse postaja otopelo, Štros svojimi angeli in dobroto ponuja žarek upanja. Angelski dotik danes objema avlo mestne občine Kranj. Ja, drži. Meni se zdi, da je ta projekt in delo gospoda Štrosa zelo pomembno sporočilo za našo družbo, ne samo za Kranj, ampak za Slovenijo širše, ker vemo, da prihodnost kaže na to, da bodo sociala, zdravstvo, pokojninski sistem vedno težje vzdržni in ravno tukaj je tisto pomembno sporočilo. Dajmo si pomagati vsak na svojem področju, kar lahko naredi. Tako da iskrene čestitke gospodu Štrosu, tudi občina bo na tem projektu pomagala in upam, da se bo to pozitivno sporočilo širilo naprej. Ti angeli se tako ne utelešijo le na slikah, ampak se uresničujejo v vsakdanjem življenju, ko njegova umetnost opravlja humanitarno poslanstvo. A angeli smo lahko mi vsi. Angel sem jaz, angel si ti, angel smo mi vsi. In vsi mi lahko s toplimi in srčnimi dejanji spremenimo otopelost v nekaj pozitivnega in ljubečega, v angelskega.